umetniški oziroma dolinski del današnjega, in sicer bo najprej bi prosil Alenka Šperger, ki bo prebrala svoj prispevek Kruh in vinove pesmi. Kako se dela? Že začetnik slovenske književnosti Primož Trubar je vsem Slovencom napisal leta 1550 katekizmus in Abecedarju, je hotel tudi Nemcem odkriti veroizpoved dežel Kranjske, Štajerske in Koroške ter slovenske marke. Za razumevanje in pomoč pri tiskanju knjig je prosil vojvodo Ludvika Württemberškega in se skliceval na apostola Pavla v 6. poglavju, ki pravi: Kristus Judom in nam vsem, ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje. Splošno, da je nam danes naš vsakdanji kruh, izrečeno v domačem jeziku, se je skozi stoletja kultiviral slovenski jezik, z njim pa se je krepila narodna zavest. Prinašalcem najvišjih darov, kot so beseda, jezik, literatura, pa pogosto ni bilo mogoče prepoznano in samozavestno stopiti v ospredje svojega naroda. V začetku je imelo pri oblikovanju slovenskega jezika največ razumevanja in možnosti plemstvo. Baron Ivan Ugnat, baron Žiga Zois, baron Jožef Klasanc Erberg, tuje in domače plemstvo, ki je zaposlovalo domače učitelje, atemsi, turni, kasneje župani, možje na položajih, prijatelji. Ješpren je pripravljen. Tako po slovensko je napisala mati Ester Maksimiljana Karaduci pri Kantali Skoče vasi v gradu Hallerstein pri Ložu na Notranjskem, hčeri Mariji Izabeli Marenci iz Trsta. Mati je v gradu za temi ostavicami napisala največ pisem. Zahvaljuje se hčeri za dobrote, se in sprašuje, ali sme poslati kupune, pošilja en mednik boba, en mednik graha in maselc, kašo in ješpren, drugič spet 2 kokoši, sočivja. V korespondenciji je med poslanimi pripomočki največkrat omenjen ješpren, ješprenje, ješprenje. Hrana je potovala s pismo poslih, pogosto z oznako, v njih gnetljive roke se da. 100 let kasneje se je razvila literarna prirodna korespondenca. V palači v Ljubljanici si baron Žiga Zois dopisuje z Linhartom, Vodnikom in Peterjem Komerdejem, Dubrovskim in drugimi. Pisemski jezik se je oddaljil od ješprenja in kaše vseh vrst, od mrlota ter belega vina in se postavi na višjo simbolno eksistenčno raven v drugo pedalnega časa, imenovanih včasih Ilirci, včasih Slovani, pač oblikovalce kulture Slovencev, včasih imenovali Ilirci, včasih Slovani, na jugu Germanije ali Slovani v notranji Avstriji in tako dalje. Oče župana Grmitske in metička Seženi, Anton Tomaž Linhart, je pisal prijatelju Martinu Kuratu, s katerim se je zbližal v Stiškem samostanu takole: Pridite na Kranjsko ali pridem jaz na Poljsko. Take volje sem, da bi šel na konec sveta za vsak klic, za najmanjšo korist, samo da bi bil poskrbljen. In nekaj mesecev kasneje pisma, zanesljiva pisma pravijo, da mi je guberni predlagal za okrožnega šolskega nadzornika. Tudi sam sem izvedel iz pisem, da je vaš dobil moj predlog. Samo dekreta še nimam in tudi še ne vem, za katero okrožje so me odločili. Vprašanje kruha je bilo rešeno. Dobil je službo v ljubljanskem okrožju in v 3 letih ustanovil 27 deželskih osnovnih šol.
Sicer je za glavnega Zoisovega sodelavca veljal Linhart, z njim se je baron posvetoval tudi o Vodnikovem prihodnem pesniškem in zemljepisnem delu. Avtor Bramila mojih vojakov, kuharskih bukev in številnih prirodnih del je bil po Linhartovi smrti najpomembnejša literarna ustvarjalna osebnost Zoisovega kroga, za njim pa Kopitar. Vodnik in Kopitar sta se kmalu razvila v tekmeca, ki sta se potegovala za Mecenovo naklonjenost in obenem za prvenstvo v krajinski slavistiki. Do leta 1810 je imel Valentin Vodnik zbranih že besedi okoli 25 tavžen in se jezi na Kopitarja, ki mu hodil v Zelenik. Zmagal je Kopitar. Dopisovali so se v nemščini, francoščini, latinščini, tudi ko je šlo za prerodno vsebino, jim je bilo ljubo izraziti se tudi v slovenskem jeziku. Celo baron Zois dodaja nemščini slovenske pasuse. Ko je 1812 z zadovoljstvom ugotavljal, da je Kopitar Nemcem iztrgal iz rok primat pri proučevanju slovenskih jezikov, je navedel slovenski prigovor, ki se mu je zdel poučen za premalo razgledane nemške slaviste. Vari, da te ne bodo učiti kosi molitvijo peti. Istega leta je Kopitar s pomočjo dobrotnika Zoisa dobil trdno službo v dvorni knjižnici na Dunaju, Vodnika pa so kmalu po vrnitvi ilirskih kraljic Avstriji zaradi Ilirije oživljene oziroma zaradi suma frankofilstva upokojili. Po tretjem letniku filozofije 1821-1822 na Dunaju se je Prešeren odločil za pravo in ne za teologijo, kot so doma pričakovali. Zato, če vas bo kdo vprašal, ali raje tam nazaj v teologiji iti, mole recite, da te misli več nimam. Ob koncu prvega leta na Dunaju je že skoraj v srcu sklenil, da bi se vrnil domov, potem pa je prišla nova Knafljeva Štiftenga in dobra služba, Klinkovštrem in pesnikov, kot je bil odločen. A ni bilo dobro tako. Zavod Klinkovštrem je kaj kmalo moral zapustiti. O tem govori poročilo Matija Golmajerja 15. januarja 1824. Prešeren je preveč svoboden in neposreden, da bi lahko zdržal v tej hiši. Tudi ni Prešeren nikoli šel v spovedni v Kijilu. Dnevno ni obiskoval maše in se je premalo trudil za naklonjenost zavoda. Prešeren je bil na inštitutu učitelj zgodovine, za hrano in prenočišče je poučeval rojaka Antona Auersperga. Zadnji udarec je zadala okoliščina, da je grof Auersperg bral knjige iz Prešernove knjižnice, tam je bil tudi Homer vmes. To je bil povod, da je Klinkovštrem odpustil Prešerna, sedaj biva tam, kjer jaz na Schulergasse, Strasse, je povedal Golmajer. Da se znam Knafljeve štipendistov je Prešeren opisan leta 1822, istega leta kot Miha Kastelec. 3 leti kasneje je potolažil starše. Ko bi Štiftengele jim je bilo prav hudo šlo, tako je pa še za prestati. Štiftenga je omogočila, da je bil nekoliko preskrbljen. Toda, zakaj je staršem pisal o tem in o svojih odločitvah glede študija šele 24. maja 1824, skoraj 2 leti potem, ko se je opisal na Dunajski pravoslavni fakulteti? Tega ni mogoče pomeniti. Tudi ni omenjal, da je moral zapustiti Klinkovštremov zavod, s čimer so se močno zmanjšali njegove prihodki. Promoviranje leta 1828, 4 leta kasneje pa je tedaj že znan tudi kot pesnik, opravil še sodniški in odvetniški izpit. Vlogo za samostojno delo in zaslužek pa so oblasti kar petka zavrnile. Zapisi o pesnikovi svobodomiselnosti, poročila raznih policajev so se vrstili. Kadar je v Pošolinski cerkvi Svete Trojice
v Ljubljani zavil ne k maši, ampak v gostilno Primetki, so se v javnem mnenju pojavili potoni, da rad pogleda v kozarec. Te je sicer tudi sam z veliko melankolije in ironije podkrepil 1843. v pismu Stanku Mrazu. Moje ime je v slovenskem svetu izvenelo. Delam se, da moram pri dr. Krobatu, da lahko 2 uri pri stari metki pijem. Večkrat prvi z odliko je dobil možnosti za samostojno advokaturo šele 1846, 3 leta pred smrtjo. Objavljal je najprej v nemščini. Ko so leta 1847 išle v slovenskem jeziku poezije dr. Franceta Prešerna, ni bilo posebnega navdušenja, kaj še globjega razumevanja kritikov. Šele mlado Slovenci, kot vemo, zlasti Stritar, Jurčič in Levstik so se zavzeli zanj in ovrednotili njegovo delo. Pesnik je umrl, začel se je boj za njegovo pomoženje, ki je vstalo edino v obliki pesniškega puščine. Nesojeni bogoslovec Fran Levstik, ki je bil zaradi odkritosti, prepričanja in svobodomiselnosti že v mladosti navajen grenkega kruha, se je čuteče zavzel za Prešernova otroka. Ko je zvedel, da namerava tiskarna in založnik Janez Krajac izdati Prešernove poezije, ga je v pismu takole posvarjal na tega stvari, kajti dr. Prešeren je bil za svoja dediča postavil svoje 2 otrok, Franca in Ernestino. 3 leta kasneje piše Levstik Franu Erjavcu. Prešerna želim na svet dati na korist Prešernove hčeri Ernestini. Avtor Martina Krpana pa je tudi sam živel v največji brezupnosti. Zaradi Levstikovih člankov je imel slovenski narod na sodišču 2 tiskovne pravde. Brez dvoma so kritični spisi in posredno prepovedi del vplivali na njegovo zaposljivost. In nazadnje služba, ko mu je Stritar odstopil mesto kontrolnega urednika pri slovenski izdaji državnega zakonika na Dunaju. Zatem pa še trdna služba, ko je dobil mesto skriptorja v ljubljanski licejski knjižnici. Stoprav, zdaj sem prišel v srečo, da ti moram 300 dinarjev dolga vrniti, je pisal Stritarju, in jih poslati z nakaznico, katero si ali že dobil v roko ali skoraj dobodeš. Je pisal Stritarju in ga naslavljal za dragi prijatelj. Težek kamen se mi je danes odvalil od srca. Hvala Bogu, da sem dočakal tega dne, po katerem sem vedno tako prepenel. Veruj mi, da sem željno Boga prosil, naj mi ne pošlje smrti, pridno vseh dolgov ne poplačam. Tvoj stari hvaležni prijatelj Levstik. To je bilo 3 leta pred njegovo smrtjo. Na dopisnici je Josip Stritar potrdi prijem denarja in ga prosil, kaj bi ti hotel storiti meni, prav eno veliko veselje, veš kaj bi. Prišel bi, kakoršen si, sem k nam v Gersthof, sobica te čaka, prav prijetna z balkonom, ter bi se dalo prav lepo živeti na večer svojega življenja. Pridi, kar najprej moreš. Veseli bi te bili verjemeni vsi trije, ko bi te zagledali moža s tistim poštenim obličjem. Sprejel bi človeka takšnega, kakoršen je, in mu pomagal. Takšen je bil Stritar. Po drugi strani pa je bil, kot je pisal Jurčič Levstiku, oster in rezan sodnik, tako da ga mora človek rad imeti in bati se ga. Stritar je skoraj po očetovsko razumel Levstika in Jurčiča, kultiviral leposlovno besedo in spodbujal monopljeno kritično misel. Tudi sam je bil zaradi kritičnih člankov, zlasti v nastopih proti našim vojakom, večkrat na preizkušnji. Kmalu je spoznal, citiram, bolje pri nas tistemu, ki se pridrzne imeti o kaki stvari, svojo lastno, nekolkovano misel in jo celo dati med svet brez višjega dovoljenja. Preganjali so Prešerna, sovražili Levstika, napadali Gregorčiča, tudi tako sovražen od katoliških fanatikov še ni bil noben slovenski pisatelj, če se ga sploh prištevati te časne gardi, kakor jaz, je pojasnil Anton Aškrc,
v pismu Ivanu Hribarju in se mu zahvalil, ker je zanj pokazal zanimanje. Pesnik Aškerc je postal preiskovalec škofijskega ordinariata, češ, da piše liberalne, brezbožne in pofušljive poezije. Ko se je 40-leten odločil, da bo zapustil redno duhovniško delo in svatopojil, se je hkrati zavezal, da bo vztrajal na trdnem potu, dokler mu bodo dopuščale moči dušne in telesne. In ne bo pri klerikalnih in reakcionarnih listih nikdar sodeloval in nikdar ne bo pisal drugače, nego svobodomiselno in napredno. In je pri tem tudi vztrajal. Meni je pisanje svet poklic in vestna stvar, o uspehih mojih pa bodo sodila prihodnost v sklenju. Ni vedel natanko, komu bo odslej rezal kruh, izkočil mu je na pomoč hlebi. Postal je mestni arhivar in se po 10 letih takole zahvalil Dobrodniku. Velicenjeni gospod župan, ko bi ne bilo tebe, bi jaz hiral duševno, ki je v štajerskih hribih in vzdihoval pod jarmo rimskega despotizma. Tvoja zasluga je, da sem svoboden že 10 let. Izpolnjujem svojo dolžnost, tudi če sem mogel v teh 10 letih tudi na literarnem polju kaj nažiti, zahvaliti se ima naša literatura samo zopet tebi. Ni pa ljubljanski župan Hribar bil tako in tudi neprednebno Tavčar, bil tako razumljajoč z Ivanom Cankarjem, ker se je ta pogosto izposojal denar. Vida Jeraj Hribar mi je pripovedovala, da je hotel Cankar preživela na Dunaju k njim domov. Toda mama je bila kdaj huda nanj, ker jo je pumpal. Zlatica, hči Ivana Hribarja, pa je k temu dodala. Niti moj oče ga nekaj prida maral, ker ni plačeval bogov. Enkrat je prišel pisatelj k njemu, da bi mu posodil veliko vsaka. Posodim vam ne, dam pa toliko, mu je rekel oče. Tudi prav da ni. Nekoč je komentiral, kdo bi si mislil, da je tak pijanec sposoben tako globokih misli. Jaz pa sem ga rada brala, je povedala Zlatica Hribar pomladi 1999. Sarajevo jeseni 1909, kjer so nastali zametki slovenskega nacionalnega programa z zavezo, narod bo pisal sobo sam, ne krakno nebo in ne tala. Ko je v drugem nadstropju sarajevskega kaptola, kjer je bil Ivan Cankar načkopa dr. Josipa Štandarja, dokončeval Hlapce, se mu je s pogledom na ulico in dvonadstropno nedograjeno stavbo nasproti njegove sobe utrnila primerjava. Vsak krovec ali pometač je brezskrben po opravljenem delu in gre ponosno domov. Opravil sem delo, ki bi ga lahko imenovali sjajno, pa stojim tukaj kot broč. Ni slutil, da se obeta poleg tega še prepoved prikazovanja drame na ljubljanskem radiju. Dober mesec dni kasneje je pisal iz Ljubljane na Dunaju. Lep ste, Štefi, ti ljubljeni otrok. Takole je zapisal. 3 dni do Božiča, nič denarja. Daleč od tebe, ti ne pišeš. Otožno deževno vreme, raztrgani čevlji, razcefrane hlače, nobenih bombov, nič svežega pravila. Moja igra je prepovedana, strahovit zoboboj in pod črto skupaj siva veda. Štefi Lefler je opisala, da kar se tiče scefranih hlač ne mora pomagati. Na to pa je vprašala, ne možeš dobiti toliko denarja, da bi si kupil kakšno cenejšo obliko. Slovenci naj se sramujejo iz dna duše, da tako malo skrbijo za svojega največjega pesnika. Ko boš enkrat umrl, ne boš potreboval ničesar več, to jim lahko poveš. Karel Cankar, ki je skoraj vse življenje pokrival, kolikor je mogel bratovo pomanjkanje, je 11. decembra 1918 narekoval sporočilo s črno obrobo. Slovenski pisatelj Ivan Cankar se je priselil v večnost uživati resnico, lepoto in dobroto, ki mi je skušal služiti svojim ljudem. Hohes kaum Landes je
es kaum Landes Präsidium, kdaj smel cenzurno oceno izpovednega dela. Kaj pa Dunaj, se je kdaj zahvalil pisatelju, ga je kdaj upošteval. Na spominski plošči, nameščeni na hiši Berlin-Dauer Gasa 26 na Dunaju, kjer je Ivan Cankar ustvarjal, še vedno piše, da je bil največji slovenski pisatelj samo pesnik in ne pesnik in pisatelj. In toliko kulturnih poslancev je hodilo mimo, diplomati so odkrivali spominski plošči in se s preskromno vsebino na njih kar strinjali. Povsem drugače se je Wiener Peter Sferajn spomnila Franceta Prešerna in njegovega vrlonca Antona Auersperga, Anastazija Grina. Dva pesnika sta res lahko navodom za zgled, nemškemu in slovenskemu, katerih kulturi nista tako oddaljeni, kot si včasih mislimo. Sploh pa ne tako sovražni, da bi jih moral prikrivati plevel in pozaba slovenskega poznanstva. Zaključek. V korespondenci od Trubarja, preroditeljev, Prešerna, Levstika, Stritarja prepoznamo kar neusmerjen boj za izražanje in pisanje v domačem jeziku za slovensko besedo. Iskalci jezikovnih kanonov so bili srčni ljudje. Tisti literarni ustvarjalci, ki so se odpirali dogmam in gledali naprej, so pogosto ostali brez kruha. Srčnost jih je vodila v tveganje in pogum sta oblikovala najboljša dela in povzdignila slovensko samozavest za te in prihodnje rodove.